Ok, dober večer, jaz upam, da se slišimo. Zdaj vi vidite, da sem začel govoriti, tako da če me tudi slišite, dajte mi 111 napisati v chat. Jaz bom pa tole uvodno sekundo izkoristil za, ok, slišimo se, zato da se zahvalim Petri, ki je edina odgovorila prej na vprašanje, pa Mariji seveda, ki je znala reči dober večer. Verjamem, da dober večer znate reči tudi ostali. Marijo zdaj pozdravljam še drugič, ker jo vidim na kameri vidim tudi Mitja, tako da vidva sta deležna. Ekstra pozdrav, evo, Mitja je že izginil. Mitja je že ustrašil se, tako da samo jaz pa Marija sva dolgo korajžna danes, mala, ustrezno samozavest. Zadnjič, kako čem začeti? Zadnjič moram vam povedati, da sem zadnjič verjetno res pretiraval s tistim podajanjem zadnjega dela svoje življenjske zgodbe, ampak očitno sem to potreboval. Moram pa reči, da sem se na koncu počutil popolnoma izčrpanega, tako ne vem, če verjamete ali ne, ampak jaz sem bil po tisti uri in pol, skoraj uro in pol smo bili v tretji epizodi fizično utrujen od samega govorjenja, tako da res sem očitno veliko govoril. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste zdaj našopali tele enke, da jih tudi prešteti ne moram. Tudi sicer bi vas danes prosil skozi celotno sejo, če ste malo interaktivno, če malo sodelujete. Jaz bi vam sicer z veseljem dal tudi možnost mikrofona. Hvala, Marija, bilo je res precej psihično utrujajoče. Ampak, če vam dam možnost mikrofona, bomo pol verjetno govorili eden čez drugega, tako da skozi celotno urco, ali kolikorkoli bo to pač trajalo, vas spodbujam, vas prosim, če zapisujete svoje misli, pripombe, karkoli vam bo pač padlo na pamet, zato da bom imel nek feedback, ker so pa sicer stvari, ki jih govorim vedno in vsakič. Zdaj, glede na to, da sem na kratko narekovajih svoje življenje opisal, za kar sem rabil 3 tedne, pa ker se tole imenuje Kozorogovi dosjeji, moramo ostati v nekem okviru, ki sem si ga zamislil, ne. Zamislil sem si ga tako, da od zdaj naprej, ko poznate zgodbo, ne, ko se vam malo sanja, tisti, ki ste poslušali vse prejšnje 3 seje, kaj sem vse dal skozi, bi vas vprašal naslednjo stvar. Jaz verjamem, da vsakdo od nas, ampak čisto vsak, nosi v sebi neko zgodbo. Najbrž tudi kako travmo, ali pa skoraj zagotovo kako travmo, ne. Zanima me, če mi lahko kdo od vas v chat napiše na kratko, če se v svojih mislih, v samotnih trenutkih, takrat, ko se zateče v svoje misli, ubada s kakšno podobno zgodbo, s kakršno sem se pač moral ubadati jaz, oziroma če se mu zdi, da je kakšna njegova življenjska okoliščina kriva, da je on v življenju na mestu, na katerem se trenutno znajde, torej na katerem trenutno je. Še enkrat ponavljam, ali kdo od vas misli, da so njegove minule izkušnje, v narekovajih, krive za njegovo stanje v tem trenutku. Ali pa recimo, če razširim na to, kar zdajle počnemo, a kdo misli, da je s svojo preteklostjo obremenjen na ta način, da zaradi tega trguje slabo, recimo, ne. Tako da, če kdo misli, da ima kaj takega, da ga kaj ovira, da ga kaj psihično ovira, da ga kakšna zadeva v glavi blokira pri tem, da bi trgoval recimo uspešno, ga zelo prosim, da svojo zgodbico vsaj omeni, če že ne deli, seveda nekateri svojih izkušenj ne želite deliti. Dokler pa kakšnega feedbacka ne dobim, bom pa kar lotil se te današnje kratke zgodbice, in ta bo res kratka, ne bo trajala 3/4 ure, bo pa povezana seveda s temo, ki sem jo nameraval povedati že v prejšnjem tednu, ampak sem potem bil predolg v podajanju življenjske zgodbe in teme večera nismo načeli. Skratka, zgodbica, ki jo bom zdajle na kratko skušal povedati, je resnična. Originalno se je pa zgodila pred
nekaj desetletij, jaz čisto natančno leta ne znam več povedati, to mi je ušlo iz glave, ampak ciljam tam nekako na leto 1986. Sicer bi te podatke verjetno lahko najdu na internetu, ampak priznam, toliko se pa pripravil nisem. Skratka, leta 1986 recimo sem se v eni situaciji znašel v situaciji, ko je bilo treba nastopati v gledališču Toneta Čufarja, imenovanem v gledališču na Jesenicah. Takrat je bila seveda še Jugoslavija in Jesenice so bile, ne vem, če to še velja, pobrateno mesto z Valjevom v Srbiji. Zakaj? Ker je bilo v drugi svetovni vojni precej Jeseničanov izseljenih v Valjevo in okolico. Skratka, ta pobratenost je pomenila, da so eno leto Jeseničani potovali na obisk, izbrani, določeni, ne vem, kako je šlo to, v Valjevo in naslednje leto Valjevčani na Jesenice. No, tistega leta, ko je izpadlo, da bom nastopal v gledališču, so pač prišli Valjevčani na Jesenice. In treba je bilo na neki prireditvi pač za njih nastopati. Name je padla ena glasbena točka, jaz sem, kot sem vam povedal, bil glasbenik, v glavnem sem nastopil s harmoniko, takrat pač ne. Zdaj, če sem zadev pravo leto, takrat se je v angleškem kanalu med Anglijo in Francijo potopil en trajekt. Nekaj žrtev je bilo in to je bila novica, za katero je izvedel cel svet. In tedanji pop, rock in ostali zvezdniki so sestavili eno ad hoc skupino, ki se je imenovala Ferry 8, torej Ferry po trajektu, 8 je bilo pa najbrž še nekaj odmeva po tistem znamenitem Band Aidu. No in Ferry 8 so posneli skladbo z naslovom Let It Be, mogoče je bil to malo neroden naslov po nesreči, po trajektni nesreči, to je seveda znamenita skladba Beatlov. No, zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker sem se jaz tistikrat odločil, da bom Valjevčanom predstavil skladbo Let It Be. Let It Be na harmoniko ne bi izpadla verjetno prav dobro, zato smo eni trije keralci sestavili tako provizorično skupino, ki je izgledala tako, da sta dva modela igrala na akustično kitaro in Marko Lukanov, to sem jaz, na klavir. Zdaj, ker jaz klavirja nisem bil tako zelo vešč, oziroma ga sploh nisem bil vešč. Kdor ve, kako klavir izgleda, mnogo belih tipk, potem pa izmenično po 3 in 2, po 3 in 2, po 3 in 2 črne tipke. Jaz nisem bil čist ziher, kje začeti svojo skladbo, ampak na sreč sem jo zadev. Glede na to, da je harmonika toliko podobna pač klavirju v določenem pogledu, sem jaz tisto zadev in potem smo tisto Let It Be nekako odšpilali. Smo jo kar zadev. In seveda, to smo bili mulčki stari 16-17 let, smo potem šli v zaodrje, vsi veliki dasoti, vsi ponosni sami nase, vsi polni samih sebe. In tako smo sedeli v zaodrju v eni od tistih garderob, ki jih imajo gledališčniki, in v nekem trenutku so se takole malo priprla vrata. Noter je pogledal en sivolaš možakar. In ko smo boš pogledali, smo videli, da je to dirigent. Mi smo mu rekli kapelmajster tedanje velike znane jeseniške godbe. Danes v taki obliki, kot je bila takrat, več ne obstaja. No, kapelmajster Knific se je pisal, je pogledal noter, mi smo utihnili, smo pač gospoda spoštovali, je bil ugleden, znan Jeseničan, nič kaj dosti govoren ni bil, skozi takole prškrinjena vrata je skozi pogledal in je naredil takole. In ko smo ga zelo vprašujoče zgleda gledali, je rekel: "Fantje, korajžni ste, fantje." Samo to je rekel, zaprl vrata in šel. Skratka, hotel nam je povedati, da tisto, kar smo odšpilali na odru, da smo mogli biti zelo korajžni, da smo se šli predstaviti. Ampak to je bil edini človek, ki nas je takrat, niti nas ni tako grozno skritiziral,
nam je pa dal zavedati, da je mogoče boljše se v življenju na kakšno nalogo pripraviti, kot jo izvesti kar takole ad hoc. Ampak mulčki, kot smo bili, ne, takrat nas je pokali smo od samozavesti. Ne. Kar se tiče tega istega gledališča, še na kratko omenim, pred 4 leti, omenil sem vam že, da sem napisal eno knjigo, sem v gledališču tem istem pač imel predstavitev svoje knjige. Ne. Noter se je na predstavitvi nabral, rekel bi tam med 200 in 250 ljudi, tako dobra tretjina, mogoče malo več, parterja je bila zapolnjena. Jaz sem bil, priznam, takrat sicer malo razočaran, ampak ko sem nekaj kasneje delal intervju s Svetlano Makarovič in mi je povedala, da je pa teden pred mano ali za mano, ne vem več natančno, skratka takrat enkrat imela na predstavitvi svojega programa 15 ljudi, jaz pa, tako kot pravim, 200 do 250, sem bil pol malo potolažen. In na tistem odru sem takrat stal po 30 letih verjetno, ne. Tudi takrat, ko sem knjigo predstavljal, sem bil poln samozavesti, tako kot 30 let nazaj, in tudi tistim, ki so prišli poslušati v zvezi z mojo knjigo, sem povedal prigodo o gospodu Knificu in o tem, kako nam je rekel: korajžni ste, fantje, korajžni ste. Tako da imam nekaj teh odrskih scen za sabo. Tudi to sem vam že povedal, da sem v zadnjih letih veliko delal na športnih prireditvah, na hokejskih tekmah, na rokometnih tekmah pred več tisoč ljudmi. Tisto sicer ni oder, nekje si pač parkiran ob neki zapisnikarski mizi, imaš mikrofon v roki in vpiješ tiste stvari, ki jih pač vpiješ v mikrofon. Zdajle bomo s tem nehali, torej to je vseeno malo krajša zgodbica iz mojega življenja. Upam, da je bila komu všeč. Sicer bi vas pa vprašal, če ima kdo med vami izkušnje z nastopanjem, pa če jih ima, oziroma tudi če jih nima, lahko pove, če ga pri poskusih nastopanja kaj zdeluje trema, ali je samozavesten, oziroma če koga trema blokira pri tem, da bi se izpostavil na ta način, da bi recimo vodil kakšen Zoom ali pa sodeloval na odru. Evo, spet je edina Marija odgovorila, prejle nihče ni želel dati delčka svojega življenja, torej sem falil s tistim vprašanjem. Hvala, Marija, ker vsakič sodeluješ. Marija, tako kot vidite, verjetno tudi ostali pravi, jaz sem še vedno na odru in to pri Veselo igrah. Bravo, Marija. Mislim, saj to ni povezano s starostjo, to je povezano s tem, koliko človek želi dati sebe drugim, koliko lahko da sebe, ker igranje ali pa nastopanje je seveda dajanje sebe. Torej, a je še kdo razen Marije, ki ima izkušnje z nastopanjem? Je mogoče še kdo, ki bo kamero prižgal, to vas tudi vsakič vprašam. Ali bova samo jaz pa Marija imela žurko, ostali boste pa bolj skriti gostje. Evo, Maja pravi, jaz sem v otroških letih take izkušnje, sedaj pa ne več. Maja, bi še nastopala, bi se postavila na oder, bi ti bilo prijetno ali bi ti bilo neprijetno? Bi bila samozavestna ali bi imela tremo? Evo, Maja bi. No, vidite, saj mogoče vas pa najdem nekaj. Mogoče bomo pa nekoč imeli kakšno prireditev, na kateri bomo potrebovali govorce. Vsega po malem bi imela Maja. Pa saj nekaj treme je verjetno prisotne pri vsakem, ne. Okej, edino Maja pa Marija. Še eno vprašanje. A kdo od vas ve, kaj si zaželijo igralci eden drugemu, preden gredo na oder? Jaz sem pred 2 leti, 3 leta nazaj sodeloval v eni gledališki igri, v kateri sem igral enega od odvisnikov, torej tam je bila zbrana četica odvisnikov, dogajalo se je v psihiatrični kliniki. Jaz sicer tega nisem razlagal, ampak tam sem imel nekaj izkušenj, tako da sem se kar dobro vživel v vlogo. Igral sem pa sicer vlogo seksualnega odvisnika. Ne vem, zakaj so točno mene izbrali, ampak očitno so vedeli, kaj hočejo, kakšen profil modela hočejo. Tako da
Neža je nastopala večkrat kot otrok na športnih tekmovanjih, nato kot vzgojiteljica in tudi kakšne prireditve v vrtcu sem vodila. Evo, na koliko različnih nivojih lahko nastopamo, pa se pač malo izpostavimo, pa damo nekaj od sebe, nekaj delček duše. A kdo ve, kaj zaželijo igralci eden drugemu pred odhodom na oder? Ne? Ok, v angleščini se temu reče break your leg. Ko sem jaz prvič slišal zlom si nogo, preden sem šel na oder, se mi je zdelo zelo weird, zelo čudno. Nisem vedel, nisem poznal tega, ker jaz sem pač popolnoma amaterski igralec bil. Preden sem šel prvič na oder, so mi tisti, ki so še čakali, ali pa ki so že prišli z odra, ali pa tisti, ki so bili za odrju, zaželeli zlom si nogo. To je pač ena njihova igralska navada in to, katerega koli igralca, če koga poznate, boste vprašali, vam bo odgovoril, da je to res. Mislim, da v današnjem modernem svetu znajo si tudi v angleščini zaželeti, če je to želja. Break your leg. No. Tako da to si rečejo igralci pred nastopom. Ok, zdaj se bomo počasi lotili teme, ki sem jo imel pripravljene že v prejšnjem tednu, pa pol nismo prišli do nje, ne? Marija pravi, da nas zdravijo za dober uspeh igre, a break your leg, zlom si nogo, pa nihče ne reče. Ok, vi še niste dosti moderni, vi se morate tega še naučiti, ne? Tako da, Marija, zdajle imaš idejo, naslednjič, ko bodo oni pred tabo odhajali na oder in gladko prbi zlom si nogo, pa bomo videla, kaj bo z tega ratalo. Tako da, zdaj pojmo nazaj na resno delo. Čeprav danes smo malo bolj sproščeni in to mi je všeč. Prejšnjič je bilo kar moreče. Zato sem seveda poskrbel jaz. Če ste prvič bili na prvih Kozorogovih dosjejih ali pa če ste gledali posnetek, sem vam tam v uvodu, ko sem začel govoriti življenjsko zgodbo, še podal eno drugo zgodbo, eno štorijo, eno razlago, eno zgodbo. A se kdo spomne, katera zgodba je bila to? Glede na to, da imamo Kozorogove dosjeje. Zgodba o čem je bila to? Če dam en majčken hint, eno majčkeno spodbudo, Grčija, a komu kapne? Ok, govoril sem o tem, kako je tisti grški bog, ki mu več ne vem imena, takrat sem mu vedel, pač spremljal nastanek Kozorogov in kako jih je potem poslal na nebo in zakaj je nastalo ozvezdje Kozoroga, v okviru katerega sem rojen jaz, torej v nebesnem znamenju Kozoroga, in o tem sem vam govoril. Čist nič me ne poslušate. Ne zapomnite si. Ok, ni toliko pomembno, če ne bi si gotovo zapomnili. Danes imam za vas pripravljeno zopet eno zgodbo. Ta ne bo iz antične Grčije, bo pa tudi iz starih časov. Zakaj? Zaradi tega, ker želim to zgodbo povezati s temo današnjega večera. Prosim, dobro jo poslušajte, ni grozno dolga, potem vas bom pa ob koncu zgodbe vprašal, če ste med tem, pa tudi v uvodu sem že omenjal, že potuhtali, že ugotovili, katero temo bomo obravnavali nocoj. No, zdaj gremo na zgodbo. Zgodba se začne tako, da mladi menih vpraša svojega starešino, torej nekega starega meniha v samostanu: Mojster, kaj je največja vrednost mojega življenja? Ta starejši možakar se je nasmehnil, ne, in mlademu ni dal odgovora, namesto tega mu je pa rekel, naj gre pač na eno kratko pot, naj izpolni eno nalogo. Rekel mu je takole: preden ti dam odgovor, želim, da dokončaš naslednjo nalogo. Pojdi ven na vrt in poišči velik kamen. Nato ta kamen odnesi na tržnico in ga skušaj prodati. Če te bo kdo vprašal za ceno kamna,
bodi tiho, ne odgovori in raje samo iztegni 2 prsta v odgovor. Ne. Če ti kdo ponudi denar za ta kamen, kamna nikakor ne prodaj. Prinesi mi ga nazaj in povedal ti bom odgovor na tvoje vprašanje. In res, naslednje jutro se je mladi menih odpravil na pot in odnesel tisti kamen, torej kamen, ki ga je praktično našel na vrtu, odnesel na trg dol v mesto, da bi ga prodal. Tržnica je bila tistega dne polna in pač vsi ljudje so bili zelo radovedni glede skrivnostnega mladega meniha in njegovega kamna. Namreč ni najbolj navadno, da ljudje prodajajo kamne, čeprav jaz sem tukaj le malo kontradiktoren glede na to, da vam na jutranjih prebujanjih pogosto pridigam tudi v zvezi s kamni, ki pa niso kamni, ali pa so, ampak so kristali. Tako naprej, tega imam en kup na zalogi. Skratka, menih je požel kar nekaj zanimanja na tistem trgu in folk se je nabiral okrog njega in pač opazoval, kaj se dogaja s tem kamnom. Ne. V nekem trenutku je prišla ena gospodinja in vprašala, za koliko prodajaš ta kamen. Ne? Mladi menih je, tako kot mu je starešina naročil, iztegnil 2 prsta in gospodinja je gledala in rekla, za 2 zlatnika. Mladi menih je zmajal z glavo in ostal tiho. Ne? Gospodinja je pa odgovorila, torej, to stane 20 zlatnikov. Dobro, okej, iskala sem primerno utež za uporabo doma in mali menih si ni mogel kaj, da ne bi pomislil, moj bog, nekdo je pripravljen odšteti 20 zlatnikov za nakup tega nič vrednega kamna. V hribih, od koder sem ga prinesel, je takih še na tisoče. Ne? Vendar je pa mladi menih sledil navodilom svojega gospodarja in obdržal kamen ter se veselo vrnil v samostan in mojstru poročal o svojih dosežkih. Mojster, ne boste verjeli, mu je rekel, na tržnici me je obiskala gospodinja, ki je ponudila 20 zlatnikov. Seveda, če ji prodam moj kamen. Mi zdaj lahko poveste, kaj je največja vrednost mojega življenja? Starejši menih mu je odgovoril. Zelo dobro, toda tvoja misija, tvoja naloga še ni končana. Želim, da jutri zjutraj poskušiš znova. Tokrat raje odnesi kamen v muzej. Poznaje se vrni k meni in povedal ti bom odgovor na tvoje vprašanje. Naslednje jutro je v muzeju stala skupina radovednih opazovalcev in šepetala med seboj. Videti je kot navaden kamen. Kaj je na njem tako posebnega? Mora imeti neko skrito vrednost, zakaj bi jo sicer mali menih prinesel sem. V tistem trenutku je iz množice preskočila oseba in mlademu menihu zavpila. Mali menih, za koliko prodajaš ta kamen? Še enkrat več, mali menih ni rekel ničesar, pokazal je le 2 prsta. Moški je rekel, 200 zlatnikov. Mali menih je zmajal z glavo, ostal tiho in moški je odgovoril. Jasno, 2000 zlatnikov torej. Ta kamen bom izklesal v kip in iz njega naredil umetniško delo. Ko je mali menih slišal za ponudbo, je bil zelo, zelo presenečen. Praktično zavrtelo se mu je od razburjenja, a se je vseeno spomnil navodil svojega predstojnika in še preden je lahko kdo spregovoril še kako dodatno besedo, je mladi mali menih odhitel nazaj v samostan. Mojster, danes je nekdo ponudil 2000 zlatnikov za moj kamen. Ne morem verjeti, kaj se dogaja. Mi lahko zdaj poveste, kaj je največja vrednost v mojem življenju? Starejši menih se je zasmejal in rekel, ne tako hitro, zate imam še zadnjo nalogo. Jutri želim, da poskusiš še tretjič. Tokrat odnesi kamen v zbirateljsko trgovino. Ko se vrniš, ti obljubim, da ti bom odgovoril. In tako je naslednje jutro, torej jutro 3. dne, mali menih odnesel svoj kamen v zbirateljsko special trgovino. Zdelo se je, da se je zgodba o malem menihu v tem času že razširila po celem mestu
torej o menihu in njegovem skrivnostnem kamnu, saj ga je praktično takoj, ko se je pojavil, obkrožila skupina ljudi. Zamolklo in razburjeno so mrmrali drug z drugim. Ta mali menih je prebrisan. Očitno pozna pravo vrednost tega dragocenega kamna, če ga je že prinesel sem. Končno se je nekdo ujunačil in vprašal. Mali menih, kakšna je izklicna cena za vaš čudovit primerek kamna? Kot prejšnja 2 dneva je mali menih iztegnil 2 prsta, ne da bi odgovoril. 20.000, je vprašal drugi moški. Popolnoma osupel je mali menih izdavil nekaj nerazumljivega, nekaj popačenega, nato pa si hitro, vznemirjeno zakril svoja široko odprta usta. Ko je pomislil, da je malega meniha razjezil z nizko ceno, se je moški takoj popravil. O, ne, hotel sem reči 200.000. Mali menih je bil tako osupel, da je pobral kamen in tekel vse do samostana, pri čemer je za seboj pustil zelo, zelo vznemirjeno množico. Močno zadihan in sopihajoč je staremu menihu starešini samostana navdušeno opisal svojo izkušnjo pri zbiralcu umetnin. Mojster, bogati bomo! Nekdo je pravkar ponudil 200.000 zlatnikov za ta kamen. Zagotovo mi zdaj končno lahko poveste, kaj je največja vrednost mojega življenja. Prosim vas. Z nasmehom je starejši menih pobožal mladega meniha po glavi in nežno rekel. Otrok moj, odgovor na svoje vprašanje si že našel. Z največjo vrednostjo tvojega življenja je tako, kot s tem kamnom. Na trgu je tvoja vrednost 20 zlatnikov. V muzeju je tvoja vrednost 2000 zlatnikov. Če pa se ti uspe obkrožiti s tistimi, ki tvojo vrednost najbolj prepoznajo, tako rekoč med poznavalce, pa si vreden 200.000 zlatnikov. Vrednost tvojega življenja je torej odvisna od tega, kam se postaviš in s kom se obkrožiš. Odločitev je tvoja. To je bila ta zgodba. Ne? Zdaj pa, branje te zgodbe me je spomnilo, da imamo moč določati sami svojo vrednost. In jaz sem prvi, ki sem imel večino življenja težave s tem. Ne? Čas je, da se prenehamo poniževati in spoznamo vrednost, spretnosti, ustvarjalnost, ki jo vsak od nas predstavi svetu, tako rekoč vrže na mizo. Ne? Naša vrednost je lahko 1 zlatnik, lahko 10 zlatnikov, lahko konec koncev 1 milijon zlatnikov, da vsezadnje se odločimo vsak sam zase. Ne? Tako da mislim, da je pri določanju svoje vrednosti potrebno imeti zvrhano mero samozavesti. Popolnoma vsak od nas ima nekatere lastnosti, na katere je lahko ponosen. Zdaj seveda, če stoji v čredi in se čreda rita v eno smer, on ima pa neke druge lastnosti, sposobnosti, ne vem, orientacije, razmišljanja, da bi šel v drugo smer in tako naprej, ga bo čreda pohodila. Ne? Če si dovolj samozavesten, da izstopiš iz črede in furaš svoje, potem si lahko določiš tudi ceno, ko bo nekega dne čreda začela slediti. In čreda bo začela slediti, kajti čreda je v principu neumna. Ne? To lahko seveda preslikamo v človeška življenja. Evo, Neža prav, odlična zgodba z globokim sporočilom. Tako da, zdaj, ko je te zgodbe konec, tako kot sem prej rekel, a je kdo zaznal eno besedo, ki sem jo v te dobre pol ure, v slabih 40 minutah večkrat omenil. Torej, kaj bo tema nocojšnjega večera v zadnjih 20 minutah? Kdo ve, o čem bom govoril? Tudi Marija pravi, da je zgodba poučna. Jaz sem nekoč delal hokejske tekme. 4 ure sem bil tam za 15 evrov. Dolgo časa. Ko sem postavil svojo ceno, smo imeli težavo.
Seveda smo imeli težavo zaradi tega, ker bi mogel ceno postaviti naprej, ne pa pol, ko jih navadiš na neko nizko ceno, zahtevati več, ne. Čeprav je tudi to korak naprej. Petra pravi, Petra, hvala, ker nocoj sodeluješ. Petra pravi, da bo najbrž tema večera vrednost. Okej, ima še kdo kakšno idejo? Katero besedo sem danes večkrat omenil? Kaj je potrebno imeti, da bi se ločil iz črede? Vztrajnost, pravi Marija. Samozavest, pravi Maja. Pogum, pravi Neža. No, poglejte, kako nam gre dobro. Poglejte, kako lepo sodelujete. Bravo. Okej, edina, ki je zadela, je bila Maja. Maja, bravo, o samozavesti sem že govoril v štartu, torej zelo samozavestni smo bili fantje, ko smo se pojavili na odru, totalno nepripravljeni. Zelo samozavesten sem bil, ko sem stal pred 250 ljudmi in predstavljal svojo knjigo po 35 letih na odru. Zelo samozavesten sem bil, ko sem pred več tisoč ljudmi vihtel mikrofon, in tudi ta zgodba na nek način želi povedati, da mora človek imeti pač primerno samozavest za to, da bo določil svojo vrednost. Zdaj, če imate zelo nizko samopodobo, zelo nizko samozavest, potem je vaša vrednost iz te zgodbe en zlatnik. Če je malo boljše, je 100 ali je 10 ali pa 100. Če se pa visoko cenite in za to imate argumente, si boste pa postavili ceno 1000, 10 000 ali 100 000 in morda celo milijon, ne. In samozavest je pa seveda zelo pomembna tudi pri trgovanju. Če se strinjate. Ker včasih tudi Marjan o tem govori, ne, kako obvladamo, kako vemo vse, kako smo prepričani v svojo analizo, ampak ker nas je prej enkrat malo kača pičila in smo izgubili kakšen trade, smo zdaj mogoče malo nesamozavestni in ne vstopimo v trade ali pa ne vstopimo v pravem trenutku in ga pol, tako kot bi rekli na Jesenicah, popušimo, ne, izgubimo, lepše povedano. Zakaj? Zaradi tega, ker smo premalo samozavestni, ne. Zakaj jaz te zgodbe vam govorim? Zaradi tega, ker v prvi vrsti koristijo tudi meni. Zdaj, ko sem ravno Marjana omenil, od Marjana in Lorete dobivamo, če se strinjate, mnogo koristnega znanja, mnogo vedenj, ki so v glavnem bazirane na osnovi izkušenj, ne. Zakaj o teh stvareh govorita? Zaradi tega, ker imata izkušnje, Marjan še posebej pri trgovanju, ne, in nam znata marsikaj podati naprej, na nas je pa, ali bomo to sprejeli ali ne, ne. Zdaj, jaz toliko izkušenj nimam. Sploh pri trgovanju, ne. Jaz sem pač član IM Akademije 9 mesecev, ne. Me pa vedno zanima, mogoče nekoliko bolj poglobljen, če hočete, znanstven pristop, zato iščem informacije zelo pogosto, ne. Danes je to easy, klikneš, nekaj klikov narediš na internetu in informacije najdeš. Sicer za internet velja, da vedno najdeš tiste informacije, ki jih iščeš. Tako recimo o pivu lahko najdeš informacije, da je škodljivo za zdravje, ali pa da je dobro, da ti jožke zrasejo, ne. Tako da, vedno dobiš tiste informacije, ki jih ti želiš dobiti. Tako da, danes bom govoril še malo o samozavesti. Vsa ta psihologija tradanja, vse to dogajanje okrog uspehov, neuspehov, padcev, rasti, vse to ima že dolgo brado, ne. Vse te stvari so bile preizkušene, premišljene, predelane, dodelane. Zato se jaz pol pač osredotočam na neko temo, in nocoj pač na samozavest. Mimogrede, zdaj sem pa tukaj zelo skeptičen, da bo kdo vedel. Glede na to, da v 3. epizodi prejšnji teden teme, ki jo bomo obdelali nocoj, nismo podelali, sta prejšnji 2 temi še teden oziroma 2 starejši. Se kdo od vas spomne, kateri 2 teme smo obdelali v 1. in 2. epizodi? V 1. in 2. epizodi smo ravno tako obdelali 2 temi. Se kdo tega spomne?
da imam nekaj v chatu. Jure, Marija bo poslušala posnetek, ok, lep večer, Marija. Jure, 10 mesecev nazaj sem dal odpoved. SP, se pa ravno tako vozim kamion, sem ga tudi jaz vozil, ga tudi Marjan vozil, seveda za druge, ne svojega, ampak sem postavil svojo ceno za svoje delo. Odlično, Jure, bravo. Konec meseca od 400 do 700 evrov, več kot prej, ko sem bil zaposlen in cele dneve garal. Za marsikaterega sem bil čuden, ampak to je bila samo potrditev, da sem dobro naredil, ker nisem več del te črede in začel s svojo glavo iti naprej. Bravo, Jure. Zdaj bom povedal jaz, kako sem delal. Jaz sem nehal leta 2010 voziti šleparja. Takrat sem imel 17 centov na prevožen kilometer, pravil sem jih večinoma nekaj čez 10 000 na mesec in je to pol pač prinesel tam okrog Jurija 700, Jurija 800. Ne? V tej isti firmi, ki je bila podružnica neke holandske firme, je delal možakar iz Vukovarja na Hrvaškem, Srb sicer po narodnosti, ta je imel tudi eno zalogo zelo žalostnih zgodb, ne zapovedati, ampak zanimivih. On je delal za 13 centov na kilometer. Ne? Kasneje so se pojavili Bolgari, ki so delali za 9 centov na kilometer. In mu popr 10 000 upravljenih kilometrih nanese 900 evrov, kar je za njega verjetno en soliden denar, za mene pa ne. In ko je šef nekaj začel omenjati, da ostali delajo za to nižje denarje, so imela kar težavo. Ne? Jaz pač cene nisem hotel spustiti, jaz svoje delo opravim dobro, vem, koliko sem ureden in pač na teh stvareh vztrajam. Tako da svojo vrednost morate poznati, ne? Svojo ceno morate poznati. In ok, vedno se je pametno malo pogajati, pa mogoče kaj prilagoditi, ampak prav dost svoje vrednosti pa nikoli ne spuščati, ker če jo spustite vi, potem vas bodo ostali cenili še toliko manj. Nihče se torej ni spomnil, o čem smo govorili v prvi in drugi epizodi, da bom pomagal. V prvi smo govorili o vztrajnosti in v drugi smo govorili o osredotočenosti. Kako jaz pripravim te zadeve? Seveda poiščem podatke na internetu, najdem neke raziskave in jih prevedem, ker večinoma so v angleščini, si pripravim zapiske, grem skozi scenarij, jaz to večkrat preberem, zato da vidim približno, koliko dolgo bo. Ne? In voilà, nocoj vam predstavljam svoje zapiske v zvezi s samozavestjo. Samozavest je mogoče najpomembnejša od vseh lastnosti, ki jih boste potrebovali, da bi postali uspešen trader. Vi morate verjeti vase, v svojo strategijo in v svoj trgovalni načrt, o tem tudi Marjan pogosto govori. Morate pa seveda imeti tudi preudarnost, da vas ne zanese čredni nagon. Mene je v tem tednu 2-krat zanesel, priznam, in pač tukaj je še veliko prostora za izboljšanje. Zdaj mogoče bi vam predstavil en eksperiment, ki ga je izvedel psiholog po imenu Solomon Asch. Omenjeni je naprosil skupino študentov, naj sodelujejo v tako imenovanem testu vida. V resnici so bili vsi udeleženci v skupini, več skupin je bilo, torej vsi udeleženci v vsaki skupini, razen enega, so bili člani skupine dr. Ascha. Študija je v resnici opravljala raziskavo o tem, kako bi se en sam študent, ki o eksperimentu ne bi imel pojma, odzval na vedenje drugih članov skupine, torej, če rečemo drugače, na čredo. Udeleženci so sedeli v učilnici, kjer so jim rekli, da naj objavijo svojo presojo dolžine različnih črt, ki so bile narisane na nizu kart. Spraševali so jih torej, katera črta je daljša od druge, katere so enake dolžine in podobno. In študentje, ki so delali z Aschem, so bili inštruirani, torej naučeni, da govorijo napačno pri točno določenih odgovorih, vprašanjih, zato, da bi nasprotovali navidezno očitnim dokazom. Ta test so ponovili večkrat. Pri tem pa, tako kot sem rekel, vsakeč uporabljali enega študenta, ki ni bil del inštruirane skupine.
In prišli so do rezultata, da je v 33% primerov, da so udeleženci, ki se jim ni sanjalo, da gre za prevaro, v narekovaju, spremenili svoje mnenje in sprejeli napačen odgovor skupine. Torej, skupina jih je nategnila, v narekovajih, in 33% je takih, ki so spremenili svoje mnenje proti prvotni lastni presoji. In to celo v primerih, ko je skupina rekla, da sta dve črti različni v dolžini za nekaj centimetrov, popolnoma enako dolgi. Se pravi, je bila samozavest teh zmanipuliranih udeležencev poskusa zelo slaba, če hočete, zbita navzdol, in kdo je še pomagal zbiti? Ja, seveda množica, ne. Študentje, ki niso sodelovali v skupini, v takih primerih niso imeli težav s pravilnimi odgovori in so jih praviloma določili oziroma odgovorili natančno. Skratka, ljudi je možno zlahka odvrniti od tega, da bi naredili tisto, za kar v sebi instinktivno vedo, da je prav. Vsi imamo te instinkte, ne. Posebej traderji začetniki so dovzetni za pojav sledenja čredi in nerazmišljanja. Na trgu se moraš pa pogosto znati upreti pritisku množice, ker se množica tako kot povsod tudi pri trgovanju pogosto moti, ne. Treba le zaupati sebi in svojim občutkom. Gibanje v čredi pogosto ni v najboljšem interesu traderja. Se komu od vas zgodilo, da je šel s čredo, mogoče na skupnem trgovanju, pa je mislil drugače, kot je mislila čreda? Ne? A se je komu zgodilo? Meni se je, tako kot sem vam rekel, ta teden dvakrat. Dvakrat sem poslušal čredo, pa sem mislil drugače kot čreda. Pa sem se pustil naplahtati in izgubiti trade. Tako da, dajte mi povedati, če ima še kdo tako izkušnjo. Ne? Kje smo ostali? Pri traderjih začetnikih, ne. Trader začetnik seveda težko, ni mu lahko razviti samozavesti, saj še praktično ni doživel uspehov. Zdaj nekateri mesece, nekateri tedne, nekateri tudi leta čakajo na svoje prve prave, resnejše uspehe, zaslužke, če hočete, in potem pač niso samozavestni, ne. Ampak ne pozabiti, nekoč so bili vsi uspešni traderji začetniki, ne. In če bi vprašali njih, bi se verjetno večina strinjala, da obstajata dva ključa za razvoj samozavesti. Prvi je pripravljenost vztrajati v težkih okoliščinah in drugi, valjda, sposobnost kritičnega pogleda nase, ne. Zdaj, vztrajati to pomeni, da morate imeti pogum, da ne odnehate, ko vam ne gre in ko izgubljate. Takrat se je pač potrebno zakopati v analize, v podatke, v študij, v preučevanje, vse dokler zadev, ki vam ne grejo, ne osvojite dovolj dobro. Z drugim besedam, vztrajati pomeni torej, da ustrezno ukrepaš v trenutkih, ko ti ne gre, če tudi to prinese kdaj kakšno težko odločitev, ne. Gledati nase kritično, po drugi strani, to je ta druga alineja, pa pomeni prepoznati svoje prednosti in graditi na njih, hkrati pa prepoznati svoje slabosti in jih skušati odpraviti, ali pa se pri njih vsaj toliko izboljšati, pri tem pa se izogibati v prvem primeru arogantnosti, torej v primeru vztrajati v težkih okoliščinah, in v drugem primeru, ko uporabljaš kritičen pogled nase, izogniti se samopomilovanju. Če ste sposoben početi obe dve omenjeni stvari, boste na dobri poti, da razvijete kaj? Samozavest. Samozavest pri svojem trgovanju. Samozavest v karieri traderja pomeni seveda zaupanje v svoje odločitve, v veščine in sisteme. Samozavest gradi vera v lastne sposobnosti in odločenost za dosego uspeha. Samozavest vodi traderje k osebni, prvič k osebni in drugič k rasti na trgovalnih računih, in oboje lahko potrdim na osebni izkušnji. Torej, ker sem član AM Akademije, sem osebnostno zrastel bolj kot prej, če rečem 50 let. Seveda je pa tudi moj trgovalni račun zrastel bolj kot prej 50 let, ne. Tako da tukaj se marsikatera stvar dogaja, če je človek z glavo pri stvari, ne. Tudi Bernard pravi, da ima podobne izkušnje. Hvala, Bernard, za feedback.
ostali očitno so bolj suvereni, bolj trgujejo, ali pa ne poslušajo toliko pozoren, ali pa seveda ne želijo podati odgovora. Ampak hvala, verjamem, da nas je nekaj, ki imamo take izkušnje za sabo. Ne? Zdaj, o pomenu samozavesti bi še kakšno rekel. Velik del trgovanja se vrti okoli zaupanja v vaše sposobnosti in v vašo strategijo, za razliko od recimo nekega pisarniškega okolja, kjer morate praktično sodelovati z ostalimi v ekipi, vas tradenje spodbuja k samostojnemu delovanju, zato pa potrebujete samozavest. Ne? To pomeni, da morate svoje cilje in dobičke doseči sami. Ok, na skupnem tradenju se malo šlepamo, ne? Ampak od tega bogatije ne bo, ne? To smo si na jasnem. Sami moramo svoje cilje in dobičke doseči. Ne? Postaviti je torej potrebno neko rutino in si zastaviti nek časovni okvir, ki je za vas izvedljiv. In če ste kot trader samozavestni, si boste pač načrtovali zdravo in učinkovito delovno okolje, v katerem se boste nenehno vrteli okoli pozornosti, osredotočenosti, optimizacije in rasti. Ker mislim, da je to proces, ki se nikoli ne neha. Ne? Čeprav gre za individualno prizadevanje, morate kot trader optimizirati sisteme in nenehno preverjati, a ste pri doseganju svojih ciljev uspešni. Ker s časoma in s prakso seveda lahko samozavesten trader pravilno izvaja strategije in z jasnim umom sprejema odločitve. Doseže zdrav odnos do dela, s pomočjo notranje odločnosti in energije opravi več dela, kot bi ga sicer, ustvari bolj pozitivno in proaktivno okolje, torej ne čaka na druge, ne čaka na Rajkota, ne čaka na Tyrona, ne čaka na Marjana, ne čaka na Primoža, ampak je aktiven v svojem početju, dalje brez težav dela na akcijskih načrtih in za samoizboljšanje in optimizacijo. 6. Takoj nadzoruje čustva, torej samozavesten trader, zlasti med izzivi ali negotovostjo. Tukaj imam jaz še mnogo dela. 7. Samozavesten trader se hitro prilagodi na potrebne spremembe za samoizboljšanje. In 8. Tak samozavesten trader ohrani duševno dobro in zdravo občutje v trenutkih, ko se pojavijo traderski izzivi, torej ko imate za sabo recimo neuspešen teden ali pa celo mesec. Ne. Takrat je, če ste dovolj samozavestni, duševno dobro in zdravo počutje ohranite. Zanesljivi načini, s katerimi lahko pri trgovanju pridobite samozavest, torej bolj samozavestni lahko postanete z odločnostjo in z nenehnim prizadevanjem za uspeh, torej rinemo, ne nehamo. Ne. Hkrati pa boste optimizirali svojo uspešnost pri trgovanju. Seveda obstaja veliko načinov, kako zgraditi samozavest pri trgovanju na principu nepredvidljivem trgu. Ne. Podobno kot v podjetništvu morate biti za uspeh pri trgovanju odločni in samozavestni. Če ste kot podjetnik ne samozavestni in neodločni, boste zelo hitro zaključili svojo kariero, ne, podjetniško. Na dolg rok bo pa zaupanje vase in v svoje sposobnosti seveda pripeljalo do dosežkov, kakršnih si v začetku niste upali niti predstavljati, niti sanjati, pa do ene osebne odličnosti, kar je mogoče še celo več vredno. Ne? A se še komu od vas zdi, da se v procesu učenja, tradanja spreminja kot oseba? Petra, prav tole bi bilo treba zapisati. Petra, si boš pa pogledala še enkrat posnetek. Danes upam, da mi ga bo uspel spraviti na internet, zadnjič mi ga ni uspel. Dajte odgovoriti, 12 nas je zdajle. Bernard se spreminja, se še kdo spreminja? Da vidim, kdo je. Andrej, David, Henry, Jure, Maja, Natalija, Petra, karkoli bi to pomenil. Sandi, Simona, se kdo od vas spreminja? Ali ostaja na istem? Ali to tradanje vi na gladko odpičite, brez osebnostnih sprememb? Tudi Maja se spreminja. Jaz mislim, da se vsi mi pri učenju uspešnosti tradanja
spreminjamo, vsi mi postajamo bolj samozavestni, tako je Sandi, vsi, Andrej tudi prav, se spreminjamo. Vsi mi se spreminjamo, postajamo bolj samozavestni in to ne samo pri tradanju, tudi Simona se spreminja. Tudi ne samo pri tradanju, če zaključim misel, vsi mi postajamo bolj samozavestni tudi v življenju, po moje. Ne? Gremo naprej. Bodite pripravljeni. S samozavestjo lahko traderji osredotočeno in zagnano opravljajo različne dejavnosti. Podobno kot pri načrtovanju neke predstavitve ali pa pri vadbi za intervju, jaz sem te stvari mnogokrat dal skozi, lahko pripravljenost in popolna osredotočenost pomagata povečati samozavest. Če vi fokusirano delate na eni stvari, boste bolj samozavestni, ker boste preigrali neke scenarije in boste pripravljeni tudi na morebitne neprijetnosti. Če imate v glavi 100 ostalih stvari in malo delate v smeri, v kateri delate, bo pa zaradi tega tudi samozavest manjša. Ne? Pripravljenost vam lahko pomaga, da se osredotočite na to, kaj je potrebno storiti naslednje in česa ne storiti v določenem trenutku. Ne? In ko pride čas za izvedbo ali za ukrepanje, je to, da ste pripravljeni, pomaga pri odločanju. To vam pa spet zgradi doda malo k samozavesti. Ne? Se pravi, recimo, pri odločanju za vstop ali za nevstop v nek trade in glede na nestanovitno naravo trgov, lahko vaša pripravljenost zmanjša vaše izgube, seveda obratno poveča možnosti za dobiček. Pripravljeni se boste lažje spopadali z nepredvidenimi scenariji, valjda to vam pa seveda okrepi samozavest. Dalje, potrebno je, da poskrbite, da ste učinkoviti. Eden od najboljših načinov za ohranjanje in nadgrajevanje samozavesti je učinkovitost. V našem primeru, torej, če tako rečem, samo učinkovitost. Po pozitivni psihologiji samo učinkovitost opisuje človekovo odločenost, da bo trdo delal, da bo premagal izzive, da bo obvladal veščine in dosegal zastavljene cilje. Samoučinkovitost vključuje način, na katerega se odzivate in obnašate, ko opravljate naloge, ki so pač potrebne za dosego teh vaših ciljev. Ne? Če pridobite tako miselnost, ne izboljšate samo uporabe in izkoristka svojih traderskih sistemov, ampak povečate kaj? Samozavest. Ko med trgovanjem uporabljate samoučinkovitost, bolj razmišljate o tem, se bolj zavedate, kako bi morali delovati. Ne? Navsezadnje ta vrsta miselnega procesa spodbuja več zaupanja v vaše sposobnosti in v vašo samozavest, da se boste izkazali, da vam bo torej na koncu uspelo. Dalje, vse želene rezultate je treba vnaprej izračunati. Ne? Saj veste, kako nas učijo. Samozavest vpliva na odločitve, ki jih sprejemate in na vaš pristop v vsaki situaciji. In če želite zgraditi in ohraniti samozavest, morate imeti dobre sposobnosti odločanja. Zdaj, v karieri traderja lahko preračunana dejanja vodijo do donosnih poslov, po drugi strani pa napačne odločitve vodijo do padcev in zmanjšajo samozavest. Kako to povem bolj plastično? Torej, če imate preračunan svoj maksimalen dneven plus in svoj maksimalen dneven minus, se boste izognili marsikere težave. Ne? Ker, ne vem, jaz recimo imam določen maksimalen dneven dobiček 10%. Če pridem do 10%, je pametno, če neham tradati. Ne biti pohlepen. Ne boš prišel na 12, 13, 30%, ampak boš verjeten, težko rečem verjetno, ampak obstaja določen procent možnosti, da boš tistih 10% poslabšal, izgubil, zmanjšal. In če si izgubil že 5%, v mojem primeru, moj procent, ki ga si dovolim največ izgubiti, je 5%, potem pač reci, danes nisem pripravljen in ne poskušati pokriti te izgube, v nasprotnem se kaj lahko zgodi, da boš naredil še večjo. Jaz sem natančno to naredil v ponedeljek. Torej, naredil sem nekaj minusa, mislim 3-4%, potem sem pa na Tyronovi seji
povišal vložek, priznam, posipam se s pepelom, lahko me klofnete, dovolim. Prvič v 9 mesecih sem povišal vložek zato, da bi pokril svoj dnevni minus. Tyron je sicer v ponedeljek naredil 2,0, jaz sem s povečanim vložkom naredil 0,2 in sem imel ob koncu konkreten minus. Tako da te stvari je treba imeti preračunane in kakšen tak minusek in kakšen soliden plus kontroliran vam bosta seveda tudi pomagala zgraditi samozavest, boljšo samozavest. Ko se odločate za nek vstop v trade, je ključnega pomena, da ste prepričani v to, kar počnete in v to, kako pričakujete, da se bo nek trade recimo iztekel. Če lahko zagotovite, da so vaša dejanja preračunana in vnaprej premišljena, greste lahko, tako kot sem prej povedal, skozi postopek trgovanja z večjo samozavestjo in z manj tesnobe. Verjamem, da se tudi pri marsikateremu od vas pojavi tesnoba v trenutku, ko je že vstopil v trade in potem z negotovostjo čaka, kaj in kako se bo razpletlo. Vsemu naprav, da otroke poskuša spavati, pa ni aktivna, zato danes samo malo posluša. Ok, verjetno je bilo to že malo prej, jaz sem zdaj opazil. Dajte mi povedati, dajte mi napisati tisti, ki ste pozorni, a je kdo med vami tak, ki občuti tesnobo po tistem, ko že vstopi v trade? A kjer ga zagrab nervozica? Andreja. Še koga? Mene, jaz priznam, da mene občasno še, čeprav sem se tega že kar dosti dobro znebil. Zdajle trgujem malo bolj suvereno, evo tudi Maja prav, da občuti tesnobo. Te stvari se v bistvu dajo natrenirati. Tudi Petra občuti tesnobo, Bernard pa pravi, kako naj se pripravim na tradanje. Bernard, tako da boš poslušal Kozorogove dosjeje, ker je v njih veliko modrega, ni v njih sam jamranje na temo, kako hudo je bilo v Markotu v otroštvu. Tako da, tukaj boš zmeraj izvedel kaj pametnega. Lahko si poslušaš tudi prejšnje. Aha, nisem dobro razumel, Bernard pravi, kakor se pripravim na tradanje, tako se počuti. Torej, v smislu, če se dobro pripraviš na tradanje, potem ne čutiš tesnobe, če pa malo v prolazu trguješ, potem ti pa lahko malo delajo živčki. Kar je logično, temu se zdi logično. Ok, zdaj se razumeva. Hvala, Bernard, za input. Kje sem ostal? Torej, samozavest vpliva na odločitve, ki jih sprejemate in na vaš pristop k vsaki situaciji. In če želite zgraditi in ohraniti samozavest, morate imeti dobre sposobnosti odločanja. V karieri traderja lahko preračunana dejanja vodijo torej do donosnih poslov, to sem omenil že prej, po drugi strani pa seveda napačne odločitve pripeljejo do padcev in do zmanjšanja samozavesti, in tega nočemo. Zaradi tega je ključnega pomena, da vedno sprejemamo premišljene odločitve in ne trgujemo v prolazu, tako kot smo prej omenili, da bi pa to dosegali, seveda pa lahko traderji recimo na demo računu izvajamo poskuse, preverjamo, kaj se zgodi ob napakah, nalašč naredimo napako in se iz nje poskušamo nekaj naučiti. Opravimo nadaljnje raziskave in si tudi na ta način pridobivamo nove informacije. Zdaj, če je kdo tako poln keša, da si to upa privoščiti s pravim računom, nalašč trgovati narobe, naj pa tudi tako naredi, ampak jaz tega ne bi priporočil. Se mi je pa že zgodilo v začetku, torej to je bila verjetno februarja letos, v mojem 2. mesecu v IM Akademiji, da sem kliknil na napačen knof na skupnem tradanju. Torej, mogoče je bil impuls za navzgor, vsi so trgovali navzgor, jaz sem kliknil navzdol in sem trade dobil, ostali so ga pa izgubili. Tako da včasih ima človek tudi srečo, ampak to ni bila programirana napaka, to je bila napaka po neumnosti. Če ste pa impulzivni, in tudi to sem probal
boste pa mogoče imeli težave pri vrnitvi v fokus po kakšnem izgubljenem tradu. Torej, včasih se je dogajalo, da ko sem trade izgubil, da sem postal impulziven, sem vstopil v napačne trade, prehitro želel pokriti tisto, kar sem prej naredil narobe. In če se v takih trenutkih odločate na podlagi raziskav in ne impulza in na podlagi pravilnih izračunov, je pač verjetnost, da vam bo uspel, večja. Zdaj, ko sem raven demo račun omenjal, najbolj zanesljiv način, kako lahko kot trader pridobite samozavest, je preizkušanje, razvoj dobre strategije trgovanja. V IM-u, tako kot veste, imamo kopico strategij, od nas je pa odvisno, kako jih implementiramo, kako jih izvedemo. Zdaj, že odkar sem jaz tukaj, sem spoznal nekaj sistemov pobližje, ko nekemu sistemu, neki strategiji zaupamo in vidimo, da je zanesljiva, nam to pomaga zmanjšati dvome in skrbi in seveda poviša samozavest. Pri trgovanju s pravim računom, torej z real accountom, se boste z uporabo strategije, ki je bila preizkušena na demo računu, počutili manj zaskrbljene. Manj vas bo grabila panika, če ste neke scenarije že doživeli in preigrali. Torej, demo račun je kar fajn uporabljati. Demo račun lahko uporabite kot koristno orodje za optimizacijo svoje strategije trgovanja in dejansko povečate zaupanje v trgovanje na real accountu, na pravem računu. Zdaj, jaz bi naštel nekaj glavnih razlogov, zakaj je demo račun odlično orodje za, če tako rečem, buildanje samozavesti pri trgovanju. Tradanje v demo računu pomaga razvijati vaš osebni akcijski načrt in pripravo na prihajajoče real account posle, če tako rečem. Demo račun vas spodbuja k izvajanju poskusov in namernih napak, ki vam na osnovi izkušenj na to pomagajo sprejemati boljše odločitve pri tradanju z resničnim vložkom. Simulirano okolje v demo računu vam lahko pomaga izboljšati traderske tehnične sposobnosti, če se tako izrazim, in na koncu vadba na demo računu vam lahko da predstavo o čustvih, ki spremljajo trgovanje, kjer v začetku, če te stvari jemljete resno, vas neke čustva preplavljajo tudi na demo accountu. Tudi na demo accountu ni fajn zgubljati. Zdaj, po eni strani je fajn, če se malo zasekirate, ker če vam je pa čisto sen, ob zgubljanju, vam bo potem čisto sen ob zgubljanju tudi na pravem računu, pa mogoče ni čisto dobro. Tako da to je kar zahtevna naloga. Da bi pridobili več zaupanja vase in v svoj sistem, vam demo račun omogoča pregled podatkov, pregled vaših možnosti in sprejemanja najboljših odločitev. In če ste v tradanju novi, oziroma ali pa če menite, da se morate, v določenem trenutku vrniti k osnovam, se pač prepričajte, da razumete vrednost možnosti uporabe demo računa. Saj tudi pilot najprej leti v simulatorju, ne gre kar takoj v avion. Tako. Tako da razširite svoj nabor spretnosti in dajte se učiti. Dajte se učiti. Meni je šele pred kratkim, priznam, prišlo, kot se reče, izriti v glavo. Prej sem mislil, da bom vse potrebne informacije dobil na skupnih tradanjih, na mindsetih, na tem, na onem, na tretjem in sem kar pridno sodeloval. Kopico informacij dobimo, res je, in vse, ki jih dobimo, so koristne. Ampak ne dobimo pa vseh informacij, torej se je treba učiti, usedeti in učiti. Samozavest v karieri vsakega traderja je povezana s samozavedanjem, z nenehnim napredkom in s trudom v smeri biti najboljši, kar ste lahko. V karieri traderja je eden načinov, kako ohraniti samozavest, torej nenehno učenje in povečevanje nabora znanja. Prvi korak, da ozavestite, v kateri vidik trgovanja. Prvi korak je, da ozavestite, v kateri vidik trgovanja potrebujete več zaupanja, in če ste vedno recimo negotovi glede svoje analize ali pa zaključkov, poiščite nove vire, uporabite drugo metodo analize, ki vam bo pomagala pač razjasniti podatke. Saj imate dostop do množice študij, učnih ur, podatkov in tako naprej. Pravite dodatne raziskave,
da pridobite nov pogled na informacije, ki jih prejemate. In če se, ne vem, med trgovanjem še vedno počutite zaskrbljeni, se pač potrudite ugotoviti vzrok za vaše skrbi in ga odpravite s pomočjo demo računa. Kaj je še važno? Važno je, da se potrepljate po ramenu. Torej, zaupanje izvira iz dosežkov. Poleg pridobivanja samozavesti s svojimi sposobnostmi in z afirmacijami lahko postanete bolj samozavestni tudi s pozitivnimi rezultati in z dnevnimi dosežki. Ko dosežete neke načrtovane cilje, jaz sem vam povedal, kakšni so moji dnevni, morate biti hvaležni za to, za učinkovitost svoje strategije in seveda za svojo raven usposobljenosti, ker ni strategija naredila to, da ste vi zaslužili, ampak ste vi naredili to. Torej, morate biti pač hvaležni za svojo raven usposobljenosti. S časoma boste ugotovili, da lahko pripisovanje zaslug za dosežke pri trgovanju samemu sebi, torej močno poveča samozavest. Ne glede na to, ali gre za velike ali za majhne dobičke, je potrebno slaviti zmagovite posle, zmagovite trade. Hkrati je pa seveda tudi potrebno učiti iz morebitnih izgub. To pomeni, da ste kos izzivu in da uspešno dosegate svoje cilje. In če priznate, da vam je šlo dobro, lahko najprej ohranite raven samozavesti, nato pa še naprej rastete. Pomembno je pri tradanju premagati svoje notranje konflikte. Če želite ohraniti samozavest, morate premagati nasprotujoče si misli, ki blokirajo in ovirajo vero vase. Samozavest izhaja seveda iz samosprejemanja in iz notranjega čutenja. Če ste in ko ste med trgovanjem pozorni, ko ozavestite svoja notranja čutenja, občutja, takrat se pač zavedate svojih notranjih konfliktov, in če se jih zavedate, se boste nanje potrudili ustrezno odzvati. Vsaj priporočljivo je tako. Kaj bo rezultat? Rezultat bo to, da si boste pomagali graditi bolj pozitivno samopodobo in samozavest. Dvom vase in v svoje sposobnosti je strašansko škodljiv pri trgovanju. Dvom vase, ponavljam, in v svoje sposobnosti je strašansko škodljiv pri trgovanju. Samozavest lahko zmanjša tesnobo in, če tako rečem, samouničevalno odločanje, ki vas seveda pelje do izgubljenih tradov, do izgubljenih poslov. Če se želite postati uspešen trader, morate ukrepiti svoje spretnosti, strategije in mentalno moč. Samozavestno je torej treba izvajati svoje strategije s tisto prej, ki sem jo omenil, s samoučinkovitostjo in samozavestjo, same pri sebi spodbujate v dolgoročni uspeh. Uporaba pozitivnih in proaktivnih mentalnih procesov pomaga pri pridobivanju samozavesti, pri trgovanju, to pa traderjem seveda pomaga pri izpolnjevanju različnih nalog. Dolgoročno bo ohranjanje samozavesti pri trgovanju utrlo pot stalni rasti in optimizmu. Stalni rasti in optimizmu, torej samozavestno početi svoje stvari, čaka vas stalna rast. Ko verjamete vase in v svojo strategijo, ki jo uporabljate, lahko sprejemate boljše odločitve in hkrati izboljšate svojo splošno, svojo overall uspešnost. Biti samozavesten trader pomeni, da se zavedate svojih prednosti, da se hkrati počutite pomirjeni s svojimi slabostmi in tudi, če ste, trader začetnik, vam lahko samozavest pomaga pri zahtevah in nalogah v zvezi s trgovanjem. Samozavest je torej nekaj, kar si lahko ustvarite sami, nihče drug vam je ne bo, s predanostjo in pogumom, in ko dosežete bolj predan in neustrašen način razmišljanja, lahko premagate težave in hkrati optimizirate svoje delovanje in strategijo pri trgovanju. Toliko sem jaz imel v zvezi s samozavestjo, zdaj sledi samo še zaključni motivacijski govor. Nekateri so mi vmes že ušli, očitno jim tema ni bila toliko zanimiva, ali so imeli pa kakšne druge razloge. Nič hudega, ostala je majhna in fokusirana grupica. Upam, dragi moji, da ste kaj odnesli od tega, kar sem danes povedal. Mogoče od ta prve zgodbice, ki je dala malo zamisliti v zvezi z menihom in vrednostjo.
Upam pa, da ste tudi pri tem traktatu o samozavesti odnesel kaj koristnega. Jaz sem se kar precej časa pripravljal na to, tako da mislim, da sem dal nekaj koristnih informacij. Zdaj vam bom dal še motivacijski video. Prosim, če ne vidite, bo kar dober, s tem sem danes zadovoljen. Zadnjič sem vam že dva predvajal, torej prejšnjič in predprejšnjič. Pa jaz sem v nekih pogledih malo perfekcionista. Nisem bil čisto tako zadovoljen, a s temle danes sem. Veliko koristnih motivacij da, pa tudi v tehničnem smislu je dokaj dobro narejen, tako da vabim vas, da si ga pogledate, potem bomo pa zaključili tole sejo, ki je spet kar dosti dolga, s kakšno zaključno mislijo, s pozdravom, tako da upam, da mi bo uspelo tole šerati, če mi pa ne bo, če ne boste slišali ali videli, me pa prosim opozorite v chatu. Ti izzivi, s katerimi se srečuješ, potrudili se bodo, da te uničijo. Ne pusti jim. Vstani, poglobi se. Zberi vse svoje težave in se z njimi sooči. Sooči se z njimi. Bori se z njimi. Ne dovoli, da te zlomijo. Pravzaprav naj te ti izzivi dvignejo. Naj te pospešijo. Naj te njihove zahteve in preizkušnje naredijo močnejšega. Naj te stiska, s katero se soočaš danes, spremeni v boljšega človeka jutri. Težko je razumeti, da tudi ko pričakuješ, da se bo zgodilo nekaj dobrega, te to nekaj stane. In ko si dolgo časa želiš nekaj, kar se ti kar naprej izmika, te bo to utrudilo, če ne boš previden. Čakati na nekaj, to pričakovati in si želeti, pa se želeno nikakor ne zgodi, te stane mnogo več kot nekoga, ki si ničesar ne želi. Zato obstaja toliko ljudi, ki padejo v brezno imenovano ne želim si ničesar, dobro je prav tako, kot je. Lažje si je ničesar ne želeti, kot pa si želeti in ne dobiti. Nekaterim ljudem je lažje obupati in igrati truplo že za časa življenja, ter pustiti, da se stvari zgodijo, kot se pač zgodijo. Stalno in brez konca so žrtve okoliščin. Dovolijo si sami sebe postaviti v večno vlogo niča. Mogoče svojega cilja še nisem dosegal, a si ga želim. Mogoče na cilj še nisem prispel, a se premikam v tisto smer. Morda mi cilj še ni dosegljiv, a roko vsekakor stegujem. Morda se na to goro nikoli ne bom povzpel, vendar bom umrl z umazanijo za nohti, saj iz njenega pobočja sam od sebe ne bom nikoli odšel in sprejel poti nazaj tja, od koder sem prišel. Morda se cilja še nisem dotaknil, a ga že vidim. Svoje izzive bom premagal, predno bodo premagali oni mene. Ne bodo me premagali in ne bodo me uničili. Nisem tako neveden in slab, da bi po vsem preživetem peklu zdaj odnehal. Če bi želel odnehati, bi to moral storiti že pred več kot 10 leti. Moral bi odnehati takrat, ko so se izzivi nakopičili. Takrat bi lahko odnehal. V 10. rundi pa ne bom. Še 2 sta ostali do konca in do cilja me ne bo pripeljalo le znanje. Do tja me bo pripeljala vztrajnost. Ok, jaz upam, da ste tole slišali. Vidim, da vam tamle eno željo za nekaj povedati. Dajte mi napisati v chat 666, če ste slišali in videli ta motivacijski video. Ok, hvala. Te motivacijske videe posebej posnete, ne v celoti kot sejo, lahko najdete na mojem YouTube kanalu, če vam kdaj paše, zdajle jih je gor že nekaj, jih boste znali najti na listi Kozorogovi dosjeji. Zdajle dajmo glas nekomu, ki se imenuje R. Pust, da vidimo.
če znam to narediti. Pritisnil sem. Aha. Očitno mi ni uspelo. Ok. V nekaterih pogledih sem v tehničnem smislu seveda še dokaj zelen. Svoj prvi Zoom sem vodil točen za vas pred kakšnim mesecem, 2 mogoče na jutranjem prebujanju, tako da tukaj najbrž še rabim nekaj treninga. No, da slišimo. Lepo pozdravljen, lepo si speljal zgodbo. Ok, zdaj te slišimo, te lahko tudi vidimo? Ne bo šlo, zato ker mi je kamera počepljena. Ok, povej do konca. Hvala seveda za feedback, hvala za pohvalo. Glavno, upam, da bomo še tradali. Upam, da bomo tradali tako, kot tradamo. Tradali bomo bolje, kot tradamo. Tradali bomo bolje. Tako da, lepo, da sodelujemo, lepo, da ste me poslušali. Jaz imam mogoče za konec, tako kot ste navajeni, še eno pesem. Vesel bom seveda tudi feedbacka v Telegramu. Pravzaprav se zelo pogosto sprašujem, če je ljudem to preveč zahtevno, če je ljudem težko, če je ljudem odveč. Zjutraj reči dobro jutro, zvečer reči dober večer, če je odveč se nasmejati, če je odveč nekaj prijaznih besed napisati in take stvari, tega pač moja duša ne razume. Mogoče moram delati na sebi. Jaz sem, ne glede na svoj izgled, ki marsikoga prestraši, mu na plano privleče kak predsodek, po svojem prepričanju eden najbolj prijaznih ljudi na zemlji, pa in šire, bi rekel na Jesenicah. Tako da, jaz sem vam zelo hvaležen. Hvala, ker me poslušate, hvala, ker ste zdržali toliko časa z mano. Če hočete, poslušajte še eno pesem, luštno, če nočete, se bomo pač poslovili. Jaz rečem temu, kar smo danes počeli in kar bomo počeli v bodoče, lahko tudi dan neskončnih sanj. To je pesem, s katero zaključujemo današnji večer. Hvala, ker ste bili z mano. Vidimo se seveda naslednji teden. Tvojo dušo v dan neskončnih sanj. Jaz otrok mrtvih senc, postal sem luč, rad te imam. Ljubim brez telesa, upam brez srca. Tudi ti si prišla mrzlih lic do ognjišča v dan neskončnih sanj. Moja kri v tebi vre, a greš, zbežiš, rad te imam. Toda jutro vabi v dan neskončnih sanj. Nazaj. Veš, zame okraj zavetja nimajo cvetja, mraz je in tema, mraz je in tema.
tebi vre, a greš, zbežiš, rad te imam. To, da jutro vabi v dan neskončnih sanj nazaj. Evo, tole je bil Vlado Kreslin z znamenito Dan neskončnih sanj. Mirno noč želim in še enkrat hvala. Lep večer.